tole ni Note Nismo, ampak običajen Note z nekaj lepotnimi dodatki. Pozerski, majhen družinski avto. Za koga? Ne vem, ampak ni nujno za družine. Takšnega Nota si bolj predstavljam za kakšne mlade, ki si želijo zelo praktičen avto. Da je novi Note zelo uporaben, sem povedal že v prvem testu. In takrat me je najmanj navdušil motor, zato so zdaj zame naredili novega, s kompresorjem. Dobro, ne ravno zame, čeprav bi se mi fajn zdel, ampak za tiste, ki potrebujejo malo več moči. Pa je res boljši? Malo. Motor ima skoraj 100 konjev, če sem natančen 98, to je 72 kW. Pa vseeno daje občutek, da ga je treba stalno priganjati, da kam gre. Sej, nekaterim je to všeč, bo pa poraba potem hitro zrasla. Trenutno na našem testu znaša 6,9 litra, tovarna pa obljublja samo 4,3 litra na 100 km. Puf, s tem je bil res eden najbolj varčnih bencinskih avtomobilov, pa žal ni. Dobra stran kompresorja je, da ni tistega nenadnega prirasta moči, ko kar naenkrat butne, ampak lepo zvezno vleče že iz spodnjih vrtljajev. Dobro stran tre hvalijo pa, da ima zanimiv, malo športen zvok. Motor sam po sebi tako ni slab, le premajhna razlika je v primerjavi z navadnim in kljub športni zunanjosti tega Nota ponuja le malo manjšo porabo od šibkejšega, pa še to, če znate izkoristiti več navora pri nižjih vrtljajih. Tudi sama vožnja ni posebej dinamična, krmilni mehanizem je srednje hiter in Note se tudi precej nagiba, ampak deluje zanesljivo in mejo prijema se hitro začuti, kar je tudi za manj izkušene zelo pomembno. Torej, izgleda super, gre zadovoljivo, porabi okoli 7 litrov in je izjemno praktičen. Celo vzdolžno pomično klop ima in vrata, ki se odpirajo do pravega kota. Dobrih 18 tisočakov pripravite za takšnega, če vas spoilerji ne ganejo, pa tisočaka manj. Aha, mogoče še tole. Dizelski je samo 200 € dražji.